Klepet ob kavi omogoča ogled brezplačnih izobraževalnih vsebin. Na spletni strani klepetobkavi.si pa lahko najdete tudi aktualne novice, spletno trgovino preverjenih izdelkov, ki jih priporočajo klepetovi strokovnjaki. Z nakupom le-teh še naprej omogočate brezplačno dostopnost izobraževalnih vsebin. Hvala! Manca Cvetko nam zaupa, katera so tista spregledana živila, ki so pravzaprav naša zdravila in bi jih morali imeti vsak dan ali vsaj vsak drugi dan na našem krožniku. Anita Reher pa zelo resno o prenosu ženske karme in družinskih urokov iz roda v rod. Govora bo tudi o ženski rodovni knjigi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Velikokrat slišimo zgodbe, da se v neki družini ponavljajo neki vzorci in potem tako pogovorno rečemo, ta družina je pa zakleta. Vsakemu se zgodi to ali to. Ali pa vsi so dejansko isti. Ali pa rečejo, to je pravzaprav kot nek urok, ki je bil pravzaprav poslan ali pa dan, kakorkoli pa že na družino. In res je, veliko stvari od naših staršev podedujemo, med drugim tudi karakter, tudi kakšne značajske zadeve in vse ostalo, a psihogenetika govori in raziskuje prav to. Prav to, da je pomembno, kdo so naši starši, kdo so naši predniki in da je dobrodošlo, da to tudi raziskujemo, predvsem ženske, da se začnemo pogovarjati med sabo in najdemo vse tiste stvari, ki jih osvetlimo in potem izgubijo moč ali pa na takšen način najdemo prave družinske zaklade. Poglejmo, kaj o tem meni psihogenetika in kakšna je vloga rodovne knjige žensk pri tem. Se družinski problemi in težave lahko dedujejo? Je možno, da ženske v družini dedujejo nezvestega partnerja, gen zapuščene ženske? Bo hči naredila iste napake kot njena mama in babica? To so vprašanja, na katerega odgovor ima danes tudi znanost, čeprav so se naši predniki že od nekdaj zavedali, da ne dedujemo samo bolezni, ampak tudi družinsko srečo in nesrečo. Psihogenetika je znanost med psihologijo in genetiko, ki se ukvarja ravno s tem. Nastanek psihogenetike kot znanosti so namreč sprožile ugotovitve, da človek od svojih prednikov ne deduje le bolezni, ampak tudi določene načine mišljenja, čustvovanja, delovanja. Tako je ključno poznavanje družinskih zgodb naših prednikov, še posebej po ženski rodovni liniji. Pogovorite se s svojimi starši, starimi starši, kakšno je bilo njihovo življenje, kakšna prepričanja so imeli, kako so rodili vaše starše, v kakšnem okolju so živeli, kaj so jedli. Vse to je bistvenega pomena, zato si je pametno vse to tudi zapisovati in najstarejši ženski vašega rodu predati žensko rodovno knjigo, ki se z zapisi žensk prenaša iz roda v rod. Je družinski način spremljanja psihogenetike, ki se ukvarja z iskanjem prednikov oziroma raziskovanjem družinske zgodovine in iz teh podatkov išče odgovore na vprašanja, na katera pogosto ne najdemo odgovora. Čemu poštenjaki živijo v revščini, nepošteni pa so bogati? Zakaj nedolžne doletijo različne nesreče, malo pridneže in prevarante pa spremlja sreča? Natančna analiza tragičnih izkušenj naših prednikov in osvoboditev od njihovih napak daje človeku možnost nekega ponovnega rojstva. Problemi in težave se vlečejo iz roda v rod, vse dokler jih ne prepoznamo in ozavestimo. Genski zapis je namreč koda, ki jo lahko spremenimo le pod pogojem, da jo poznamo, da torej poznamo življenjsko zgodbo naših prednikov. Naše zdravje in bolezni, čustva, značaj in usoda se prenašajo iz roda v rod kot štafetna palica. Kot štafetna palica v moji družini pa se je iz roda v rod prenašalo še nekaj drugega.
Pravzaprav je bil to urok kot nekakšno prekletstvo. Česa sem se dobro zavedala, to pa mi je potrdila tudi Anita Rehar, ki je ponudila moji družini pomoč, da smo vse te zadeve tudi prečistile. In takrat sem ugotovila, kako zelo pomembno je in najprej za svojo družino, potem pa sem ugotovila, da je pravzaprav to nekaj, kar se mora zgoditi. Ustvarila rodovno knjigo žensk, ki torej pride v družino najprej do najstarejše, najprej se torej preda najstarejši živeči ženski, ki pa preko seveda izpolnjenega vprašalnika, torej preko vprašalnika je vodena, da zapisuje različne stvari, take in drugačne iz različnih področij življenja, ravno zaradi tega, da ohranimo vse te informacije, da odkrijemo določene vzorce, da se predajo naprej tudi vsi tisti, ali so to recepti, vsa tista darila, pa tudi manj zaželeni družinski programi. Anita Rehar je tista, ki sem ji danes hvaležna ob tem, da je nekaj takega podobnega tudi nastalo. Z njo pa se bom pogovarjala o družinskih urokih, med drugim tudi, in vseh teh stvarih, ki se ponavljajo in prenašajo iz roda v rod. Ja, jo že slišim. Kar naprej, lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdravo. Zdravo, zdravo, pozdravljena. Pozdravljena. Hvala ti, ker si, ker izvoli. Hvala za povabilo. Veliko krat slišiš v svojih prostorih v Mariboru, deluješ zgodbe ljudi in veliko krat lahko tudi sama opaziš, da je nekaj, kar se je zgodilo mami, tudi njeni babici in tako naprej, kot smo bile me, vse ženske pri tebi, pa smo ugotovili, da so neki vzorci, ki se ponavljajo. Tako bom rekla, da ni ženske, ki ne bi imela teh genetskih vzorcev nazaj po ženskem rodu gledano. Genetika se prenaša iz roda v rod. In tako tudi vse te, recimo, če vzamemo moje stališče dela, prekletstva, to se tudi prenaša. Prenašajo se navade, prenašajo se tile vzorci, tako kot so bili starši vzgojeni, tako vzgajajo tudi potem svoje otroke. In vse te navade mi pridno črpamo in živimo potem svoje življenje naprej po teh navadah. Kolikokrat, ko pride nekdo k tebi po pomoč, pa ima različne težave in izzive v življenju, kolikokrat ugotoviš, da je pravzaprav treba pogledati nazaj? Zmeraj. Res zmeraj. Ni situacije, da ne bi bilo potrebno pogledati nazaj, najmanj do staršev. Velikokrat pa tudi naprej, stari starši, pradedki, prababice in še prababice in pradedki. Tako daleč lahko sega tudi. Pa na kakšen način je, recimo, mislim, je pomembno, kako so živeli naši predniki nazaj? Ali, ne vem, ali moramo mi dokončati kakšne njihove zadeve? Ali v čem je tukaj finta? Zakaj se tukrat potem pojavijo neki predniki od nazaj, v bistvu, ki smo pozabili sploh, kako jim je ime, da so sploh obstajali? Tako, zato ker dejansko oni so živeli po svojih načelih, čas je bil drugačen, razmišljanje je bilo drugačno, se pravi, mentaliteta se je fejst spremenila do danes in takrat za njihovo dejansko to življenje je njim pač ustrezalo. Oni niso videli recimo neke možnosti izboljšave. Mi smo pa že prišli po te izboljšave, zato je naša naloga, da dejansko se krepko pozanimamo, kaj so počeli, kdo so bili naši predniki, ker je pomembno, da če želimo prekiniti neko prekletstvo, neki ta vzorec nesreče ali česarkoli neugodnega, moramo le to poznati. Pa je to res, ali se to sam govori, da imaš lahko neko družinsko prekletstvo, nek urok, pa potem se vsaki ženski to zgodi? Ali je to dejansko res v praksi, glede na to, da ljudje takšni prihajajo k tebi? Tako, res je.
Različna prekletstva obstajajo. Eno je, prekletstva vedno se deduje, ne? Ali si ga kupimo ali pa ga podedujemo. Kaj to pomeni, da si ga kupimo? Lahko je tudi zemlja kakšna prekleta. In mi kupimo to zemljišče in s tem zemljiščem smo kupili tudi to prekletstvo, ki je narejeno nad tem zemljiščem. Ne? Kaj se pa tiče tako ženske, če je prekletstvo na ženski rod narejeno, potem je tu vsaka ženska prekleta. Moški rojeni v tej liniji, njim ne bo hudega. Oni bojo kar lepo speljali svoje življenje skozi, ženske so pa tiste, ki bojo trpele dejansko dobesedno. Ne vem zakaj, ampak ko se meni vse to dogajalo, sem začutila močen impuls, da je ta rodovna knjiga žensk. Se mi je zdelo, da je še posebej pomembno, da se ženske med sabo pogovarjajo in da ženske vse to zapisujejo in povejo, delijo s svojimi otroci, kaj se je zares dogajalo, kako je bilo, na kakšen način je bilo. Ja, jaz bi kar rekla, da zaradi tega, ker dejansko smo ženske tiste, ki rojevamo, ki dajemo življenje novemu življenju. Ne? In mi smo tiste, ki dejansko smo bolj čuteče in čuječe za takšne zadeve. Zato je tudi prav, da vsaka ženska pozna zgodovino svojih prednikov, da se to tudi zabeleži, tako kot si pripravlja tole krasno knjigo, ker je dosti lažje. Ker moram reči, da zelo malo ljudi pozna zgodbe in življenja svojih prednikov. Še tu do staršev, ja, stari starši že, kaj pa je dalje nazaj? To pa so že pol takšne informacije, ko jih je treba iti posebej iskati. Moram reči, da imam zelo malo primerov takšnih, ki bi rekla stranka, ja, moja prababica je bila ta in ta, ne, pa prababica ta. Ni, enostavno ne vejo, zbledi. In s tem pravzaprav tudi izgubijo, ne, določene... Stik s seboj. Stik s seboj. Tako, seveda, vse to je del nas. Naš rod je del nas in mi, če želimo svoje življenje kvalitetno spreobrniti, spremeniti na boljše, je pomembno, da ta del nas prebudimo nekje, ozavestimo, pogledamo, kje je njim že šlo navzkriž, kaj tam ni šlo po nekih pravih smernicah, ker tam se začne. Ne? Anita, imaš paranormalne sposobnosti, ki se marsikomu zdijo nekaj neverjetnega, misija, nemogoče, iluzija, kakorkoli pa že. Pa vendarle ljudje, ki pridejo k tebi, se zavedajo, ugotovijo, da jih pravzaprav imaš. Predpostavljam, da večina ljudi, ki pride k tebi, bi radi izvedeli, kaj so bili v prejšnjem življenju. A so bili princeske, a so bile grofice, a so bile služabnice, ne vem kaj še vse, a ne? Pravzaprav pa je bolj pomembno, da ugotovijo, kje same stojijo, ne? Tako. Pogled v prejšnja življenja, kaj so bili ljudje, ne? Tu sem zelo, bom rekla, previdna. Ne želim, dokler se oseba ne sooči sama s seboj v tem življenju, ker je to pomembno. Tukaj smo zdaj v tem času in trenutku, v tej situaciji in tu je potrebno začeti. Potem pa, ko se tukaj začne, pa lahko mi nazaj gledamo, kaj je bilo takrat. Potem lahko gremo, ko pridemo tudi do ene situacije, aha, tu pa zdaj šteka, po domače povedano, zdaj pa ne gre dalje. Tu se pa pol vzame, aha, to, pa gremo po vrvici nazaj. V katerem življenju je pa tu bilo, kaj je oseba takrat bila. Tako potem tudi oseba lažje dojame to svoje prejšnje življenje. Zato, ker če bi šli pogledati, pa bi jaz rekla, ja, tu si bila to, tu si bila to, tu si bila to, ne bi niti imelo smisla. Se pravi, začeti je treba s tem življenjem. Tako. Ženske, kajti nekatere so si že pripravile, ko smo zadevo pripravljali, so si že pripravile vse zapiske svoje rodovne knjige in so ugotovile, da generacija, recimo nazaj, 2-3 generacije nazaj, kolikor jim uspe to pripraviti, izbrati podatke,
jim je zanimivo, da se določene stvari ponavljajo. Mogoče so to zelo majhne podrobnosti, kot je teža ob rojstvu, ali pa ne vem, številka noge, ali pa ne vem, prva ljubezen, kako se je končala in zaključila, ali pa kako so imele menstruacijo, ali pa kako so spoznale najprej to ali ono in tretje. Da se določene zadeve ponavljajo. Zakaj se v bistvu ponavljajo? Ima tukaj tudi, ne vem, duša svojo vlogo, zakaj pravzaprav v nekem rodu pride točno tista duša ravno tja? Tukaj je več dejavnikov, ki vplivajo na to. Najprej seveda duša s svojo karmo, to so naše medsebojne karme, ki jih imamo tukaj za razrešiti. Potem je tukaj genetika in pa vzgojni vzorec. To so trije dejavniki, ki imajo zelo veliko vlogo pri vsem tem. In ko damo to skupaj, dobimo te iste, kot da je ena in ista pot. Recimo, mati, ki je pač imela smolo v življenju in ni optimistično usmerjena, ne more potem otroka, hčere preusmeriti na drugo pot, če sama zase ni nič naredila. Se pravi, mi lahko zboljšamo, oziroma ali je namen, da vsakega rodu, da ga izboljšamo, da ga nadgradimo in da ga prečistimo? Tako, seveda. Se to je pomen naše inkarnacije. To je potem tisti koren vsega skupaj, čiščenje karme. Čiščenje karme. Ja. Se pravi tudi iz tega družinskega stališča. Tako, da se dvignejo frekvence in nam, vsakemu posamezniku posebej, se pravi, ko mi očistimo naš rod, očistimo svojo dušo. Kaj bi priporočala ženskam, da lahko očistijo svoj rod, da prinesejo nekaj miru, pa tudi mogoče še pred tem vprašanjem, recimo, zdaj ženska, ki prinese v svojo družino rodovno knjigo žensk, svojo pozornost kar naenkrat usmeri za nazaj, ne? Se pravi v svoje prednice in tak naprej, ne? Kaj to na dušni ravni, kaj to pravzaprav povzroči? Lahko pridejo duše teh prednic, je njim to fajn, da se jih mi spominjamo, pa da pozornost usmerjamo tja, jim to dobro dane, ali lahko s tem povzročimo kak kaos, pa kakšne paranormalne pojave doma? Ja, zdaj, če je to recimo duša, ki je že bila v negativnem smislu na odhodu, ki je že šla od tukaj z negativnimi, lahko se zgodi, da pride do tistega neugodnega odziva. Marsikatera prednica, zdaj, če bi gledali, ne vem, 5., 6. koleno nazaj, odvisno, kako daleč se gre, dlje ko gremo, težja je zgodovina in vse skupaj, ne. Bolj paranormalne zadeve so se dogajale, dosti bolj kot pa danes, ne. In lahko doživimo kaki taki neugoden trenutek. Načeloma pa bom rekla, da vsaka duša, ki je že v svetlobi, gleda drugače na vse skupaj, iz višjega spektra in tudi dojema vse skupaj drugače. Tako da v vsakem pogledu je to zelo dobrodošlo. Kaj bi svetovala ženskam, da izboljšajo in naredijo nekaj za vse rodove naprej? Ja, začeti je treba tukaj, zdaj. Vsake ženski posebej bi svetovala, da se res zavzame zase, za svoje navade, za svojo mamo, za svojo babico in tako nazaj, dokler pač ima možnost, kako daleč ima priti, in pa da seveda tudi za naprej svoje hčere vzgaja v tem duhu in jim da svobodno pot, istočasno, da lahko gre zdravo naprej. Da lahko gre zdravo naprej. Tako. Odlično. Najlepša hvala, veliko lepih in razpletenih zgodb, tudi družinskih. Ti želim, da se ti dejansko zgodijo, oziroma da te ljudje najdejo in ugotovijo, da se vse to da in da je potem lažje živeti. Najlepša hvala, Anita Reher. Takole, me pa torej spodbujamo ženske, da se začnejo pogovarjati o vsem tem in da ugotovijo, da tudi tisti taki, ta pravi zakladi družinski so nam
nam na voljo, da jih najdemo in da ugotovimo, da imamo določene sposobnosti, določene spretnosti, na katere smo morda pozabili. In ja, danes gledamo precej nazaj. In nazaj bodo gledali tudi vaši potomci. Zato kot ženska naredite najbolj pomemben zapis v svojem življenju, prvi ženski zapis, začnite to, ohranjajte kulturo vaše družinske dediščine in naredite nekaj za svojo žensko linijo, z iskrenostjo seveda. Še kakšna informacija na www.klepetobkavi.si, kjer najdete tudi vse minule oddaje. Če pa nimate dostopa do interneta, pa 02 6200 230. Ti imaš take najboljše finte na tem svetu za obraz. Ni, da ni kaj ti na svoj obraz že nisi dala. In vidi se, ker ne bo povedala, koliko si stara, ampak 70. Ja. Ja. Klepet ob kavi omogoča ogled brezplačnih izobraževalnih vsebin. Na spletni strani klepetobkavi.si pa lahko najdete tudi aktualne novice, spletno trgovino preverjenih izdelkov, ki jih priporočajo klepetovi strokovnjaki. Z nakupom le-teh še naprej omogočate brezplačno dostopnost izobraževalnih vsebin. Hvala!